Pozdravljeni. Torej, jaz bom predstavljal v slovenščini. To bo predstavitev o večkriterijskem iskanju strategij vožnje z uporabo Scanner Studia. To je delo, ki poteka v okviru ARRS podoktorskega aplikativnega projekta. Torej, na začetku bom predstavil sploh, kaj je problem, ki smo si ga zastavili, kateri je že obstoječi algoritem in katere so njegove pomanjkljivosti. Potem, kje bo nov algoritem dejansko deloval, v katerem okolju, kakšne so potrebne izboljšave obstoječega algoritma, katere scenarije bomo testirali in končal bom z idejami oziroma s prihodnjim delom, ki ga bo treba delati na tem projektu. Kateri je sploh problem, ki ga rešujemo? Iščemo strategije vožnje za avtonomna vozila. Pri čem želimo minimizirati več kriterijev, kot so čas vožnje, poraba goriva, neudobje in mogoče še kak se bo pojavil. Pot je dana vnaprej in je razdeljena na segmente. Lahko si predstavljamo, en segment je ravna cesta, naslednji segment je hrib, en segment je recimo ovinek. Simulator vožnje sicer je dan, ampak ga imamo danega kot črno škatlo. Poleg tega pa želimo tudi, da so najdene strategije vožnje čim bolj podobne človeškim strategijam vožnje. Sedaj bom predstavil, kateri algoritem je bil že do sedaj implementiran in ga bomo želeli tekom tega projekta izboljšati. Torej, implementiran je bil večkriterijski optimizacijski algoritem za iskanje strategij vožnje, MODS, kratica v angleščini, in to je dvonivojski algoritem, pri čem na spodnjem nivoju imamo deterministični večkriterijski algoritem, ki išče nedominirane strategije vožnje in minimizira čas vožnje in porabo goriva, ter tudi neudobje v eni dodatni verziji. Algoritem na zgornjem nivoju je enokriterijski evolucijski algoritem, ki išče najboljše vrednosti parametrov za algoritem na spodnjem nivoju in maksimizira hipervolumen. Na tej sliki je prikazan hipervolumen, kako se ga dobi. Vnaprej se definira referenčno točko in tule imamo različne strategije vožnje po dveh kriterijih. In hipervolumen je ploščina oziroma hipervolumen med temi strategijami in referenčno točko. Torej, kako pa je sploh opisana strategija vožnje? Strategija vožnje je zastavljena kot množica povezav med stanjem vozila in poti, torej vozila kot hitrost vozila, in pa stanje poti, torej kak je naklon poti, ovinek in tako naprej, ter ukrepi vodenja. Stanje vozila in poti diskretiziramo na hiperkocke, pri čem so dimenzije teh hiperkock hitrost vozila, naklon trenutnega in naslednjega segmenta, omejitev hitrosti trenutnega in naslednjega segmenta ter dolžina poti do naslednjega segmenta. Poleg tega diskretiziramo tudi ukrepe vodenja, tako da dobimo hiperkocko, ki nam v bistvu predstavlja pravilo. Če se vozilo in točka na cesti, kjer se nahaja vozilo, če ustreza določeni hiperkocki, potem se uporabi ukrep vodenja, ki je zapisan v tej hiperkocki. Tule spodaj lahko vidimo primer, kako se spreminjajo hiperkocke, ko se vozilo približuje naslednjemu segmentu. Vidimo, da tule recimo kot primer so hiperkocke definirane samo kot z dolžino do tega segmenta. In v vsaki hiperkocki shranimo svoj ukrep vodenja. Tule je prikazana ilustracija algoritma na spodnjem nivoju. Torej, na začetku začnemo z eno strategijo vožnje, ki nima v nobeni hiperkocki shranjenega ukrepa vodenja. To strategijo pomnožimo za vsak možen ukrep vodenja in potem napovemo n koraku naprej, ne ta n, ampak drugi ne,
in ocenimo, katere strategije vožnje so najboljše, glede na uporabljen ukrep vodenja, in odsimuliramo en korak. V tem koraku potem za vsako strategijo vožnje ponovimo postopek. Lahko se zgodi, da v trenutni hiperkocki že imamo definiran ukrep vodenja, potem tako strategijo vožnje ne kloniramo, ampak samo odsimuliramo en korak s tistim ukrepom vodenja, ki je že definiran. Za vse ostale strategije vožnje, ki pa nimajo še ukrepa vodenja shranjenega v trenutni strategiji, v trenutni hiperkocki, pa naredimo kloning in spet napovedovanje in izbiro najboljših strategij. Kot vidite, tule se število strategij zelo povečuje, zato v vsakem koraku to množico zmanjšujemo, tako da ohranimo konstantno velikost množice, zato uporabimo nedominirano razvrščanje. Seveda se lahko zgodi, da so v določenem koraku tudi, da je kakšna strategija vožnje tudi nedopustna, ker recimo krši omejitev hitrosti ali pa se algoritem zaustavi, tako strategijo enostavno zavržemo. In ko pridemo po nekaj koraki do konca, dobimo strategije vožnje, ki so simulirale celotno pot. Ta algoritem že obstaja in tule je navedenih par omejitev, te najbolj kritične. In sicer zaenkrat je algoritem predviden, da ne upošteva ostalih vozil na poti, oziroma da vozi po poti, ki je prazna. Lahko si predstavljate, na kakšni regionalni cesti ste sami in nobenega drugega vozila in tak algoritem je primeren za ta primer. Zaenkrat ne upoštevamo človeških strategij vožnje, kar je želja v tem projektu. Poleg tega je ta algoritem zaradi vsega kloniranja in napovedovanja relativno počasen in ne uspe najti dobrih strategij vožnje v realnem času, torej je potrebna pohitritev. In trenutno je uporabljen v neprofesionalnem simulatorju vožnje. Sedaj pa cilj tega projekta, da se v bistvu ta algoritem postavi v profesionalnem simulatorju vožnje in sicer v Scanner Studio. To je en ogromen programski paket, ki ga uporabljajo tudi razne avtomobilistična podjetja, kot so Renault, Peugeot, Volvo in tako naprej. Ta Scanner Studio zna simulirati kompleksne dinamike vozil, tudi enostavne dinamike vozil, pešce in tudi ostale stvari. Vozila lahko vozimo pač kot vozniki, torej kot igrico, lahko uporabljamo skripte, da definiramo, kako naj se vozilo vozi, lahko pa tudi preko API-jev vozimo vozilo. In to je zagotovo v tem primeru najbolj zanimivo in primerno. Omogoča nam, da definiramo teren oziroma vzamemo nek obstoječi teren, ga spremenimo, definiramo ali pa spreminjamo obstoječe modele vozila, definiramo scenarije in ostale stvari in omogoča tudi online in offline simulacijo, pri čem online je pač simulacija v realnem času, offline pa je kar se da pohitrena simulacija, torej da ni nobenih sleep time oziroma pač čim hitreje, kakor se da, se odsimulira določen scenarij. Tule je prikazan Scanner Studio. Na levi strani lahko vidimo, kako se definira pot, torej tule je ena cesta, tule imamo različna vozila, vozil je ogromno, že predefiniranih. Na levi strani imamo tudi, definiramo scenarij. In kaj dobimo ven? Ven dobimo nekaj takega, torej cesto, lahko dodamo hiše, znake, pešce, ostala vozila in pa scenarij, kako naj se drugi premikajo. Tule pa je prikazano, kako je konkretno ta Scanner Studio postavljen pri enem podjetju, pri podjetju, ki v bistvu sofinancira tale projekt. In sicer spodaj je ena platforma,
kjer se premika tale sedež. In tule imamo velike monitorje, da se čim bolj uživimo noter v simulacijo. Seveda pa ima tudi tale studio kar nekaj omejitev, ki smo jih do zdaj našli. Mogoče se bo še kakšna prikazala kasneje. Recimo, če želimo voziti vozilo s tem, da mu definiramo hitrost, potem moramo poenostaviti, moramo vzeti enostaven model vozila, ki ne simulira motorja, torej nima nobenih omejitev motorja. To pač implicira, da moramo sami implementirati omejitve motorja. En problem z robustnostjo je ta, da je zelo omejena offline simulacija, ki je najbolj zanimiva za optimizacijo. In sicer se pač kliče preko internetnega protokola. Še najhujša omejitev pri definiciji in uporabi mogoče obstoječega algoritma oziroma spremembe algoritma je to, da studio ne omogoča napovedovanje vožnje in sicer ne moremo ustaviti vožnjo v določenem trenutku, napovedati vožnjo za neko korak naprej, izbrati najboljši ukrep vodenja in potem se vrniti v glavno nit, da bi odsimulirali en korak vožnje. Potem pa so še razne podrobnosti, da ima tudi problem s sinhronizacijo, torej zato, ker komunikacija poteka preko mreže, se lahko kakšni paketi izgubijo oziroma pridejo kasneje v različnih zagonih iste simulacije. Torej, glede na vse te omejitve in na želje, ki smo jih definirali v projektu, je potrebno obstoječi algoritem spremeniti in sicer tule je par stvari navedenih, drugo še kasneje. Napovedovanje ne moremo več uporabiti, to je omejitev Scanner Studia. Odločili smo se, da bomo vozila upravljali s hitrostjo, prej smo jih upravljali s plinom in s prestavo. In to potegne za sabo, da se spremeni diskretizacija stanja vozila in poti. In sicer zaenkrat smo definirali diskretizacijo z dvemi atributi, ki je trenutna omejitev hitrosti trenutnega segmenta in omejitev hitrosti naslednjega segmenta. Ukrepi vodenja, ki jih bomo shranjevali v hiperkocke, pa so hitrost vozila, pospešek oziroma pojemek na začetku in na koncu segmenta, ter prilagoditev hitrosti vozila glede na naklon in pa radij določenega segmenta. Torej, tu je ena ilustracija, kaj bi tak način vodenja doprinesel. Tule na zgornji sliki vidimo z modro omejitev hitrosti in pa zeleno črto v bistvu hitrost, ki jo definira strategija vožnje. Bistvena ideja je ta, da se osredotočimo samo na točke, ki so pomembne na cesti. Torej, v tem primeru so pomembne točke, kjer se spremeni segment. Torej, tule in tule. Vidimo, da sprememba segmenta je tule enakovredna spremembi omejitve hitrosti. To pomeni, da v bistvu samo tule spreminjamo naš ukrep vodenja, vmes pa pustimo, da se vozi po konstantni hitrosti in se ne osredotočamo na te vmesne dele, kjer ni nobene spremembe na cesti. Seveda, taka funkcija je dokaj neudobna pri vožnji, torej bomo poskušali spreminjati hitrost na bolj udoben način in sicer z uporabo sistema prvega reda. Torej, lahko si predstavljate, da tule vozimo po taki hitrosti in želena naslednja hitrost je tule, torej sprememba bo potekala na takle način. Poleg tega pa bomo upoštevali tudi naklone in pa radij, torej polimer segmentov. In sicer začetna verzija je tale, da za vsako hiperkocko definiramo
dva atributa, s katerimi pomnožimo hitrost, ki je definirana v hiperkocki, na tak način, da v bistvu, s takšno funkcijo, da v bistvu pri večjem naklonu dobimo nižjo hitrost in pri bolj ostrem ovinku tudi dobimo nižjo hitrost. Poleg tega pa bomo tudi upoštevali človeške strategije vožnje, kot sem že na začetku omenil, in sicer na tak način, da bomo iz teh strategij vožnje ugotovili, kako človek pospešuje oziroma kakšen pojemek ima, ter kako se človek prilagaja na naklon poti in pa na polmer segmenta. To je bil algoritem na spodnjem nivoju, na zgornjem nivoju pa imamo optimizacijo, in sicer to bo večkriterijska optimizacija, ki bo optimirala parametre strategij vožnje. Zdaj, tule imamo dve možnosti, da večino parametrov vzamemo ven iz človeških strategij vožnje in samo recimo hitrost prepustimo optimizaciji, lahko pa večino parametrov prepustimo optimizaciji, tudi pospeševanje, pojemek in tako naprej. Ampak v tem primeru pa bo treba seveda ugotoviti, ali je dobljena strategija vožnje, ki je optimizacija našla, res podobna človeški strategiji vožnje, in to bo pač en dodaten kriterij. To, kar sem do sedaj predstavil, je v bistvu prilagoditev na prazno cesto oziroma algoritem, ki bo deloval na prazni cesti. Seveda, če pa hočemo upoštevati tudi druga vozila, pa potrebujemo še druge komponente, in sicer sledenje vozilu, sprememba pasu in tako naprej. Torej, cilj je, da upoštevamo tudi druga vozila na cesti, pri čem želimo reševati tri situacije, in sicer sledenje vozilu, sprememba pasu, to je na avtocesti, in pa prehitevanje, to pa je v bistvu dvojna sprememba pasu na regionalni cesti. Sledenje vozilu bomo na začetku implementirali kot spremembo prilagajanja hitrosti glede na vozilo pred nami. Torej, naša hitrost je funkcija te hitrosti, ki je naša, in hitrosti vozila pred nami, pospeška obeh vozil, razdalje do naslednjega vozila, reakcijskega časa in tako naprej. Tole ni še dokončno definirano, ko bomo imeli človeške strategije vožnje, bomo tole še spremenili. Sprememba pasu pa bo implementirana kot množica pravil, glede na zmožnost in željo spremembe pasu in pa seveda rizika, ki ga je pripravljeno vozilo sprejeti oziroma človek sprejeti. Podobno kot pri prejšnji proceduri, tudi tule lahko definiramo parametre teh dveh procedur, tako da analiziramo človeške strategije vožnje oziroma prepustimo vse definicijo parametrov algoritmu na zgornjem nivoju, torej večkriterijske optimizacije. Tole so scenariji, s katerimi bomo zbirali podatke in testirali algoritem. Imamo prazno cesto z različnimi omejitvami hitrosti, različnimi nakloni, tako navzgor kot navzdol, in z različnimi polmeri. Potem bomo testirali tudi na regionalni cesti z ostalimi vozili, kjer bo en primer s polno črto, s prekinjeno črto, naslednji primer bo s prekinjeno črto in gostim prometom v nasprotno smer, ter zadnji primer bo s prekinjeno črto in z redkim prometom v nasprotno smer. Kot zadnji scenarij bo pa avtocesta z dvemi pasovi, pri čem bo na levem pasu gost promet oziroma redek promet. To izgleda sicer enostavno, ampak se je izkazalo, da je dokaj kompleksno za implementirati v Scanner Studiu, tako da zaenkrat še nimamo podatkov o človeški strategiji vožnje in posledično tudi žal ne moreš pokazati nobenih rezultatov. Torej, v povzetku, cilj je, da izboljšamo obstoječi algoritem, MOC, tako da dodamo sledenje vozilu in pa spremembo pasu.
s tem bomo upoštevali ostala vozila na cesti. Da dobimo algoritem v realnem času, bo pripomoglo tudi to, da recimo napovedovanje vožnje ne bo več uporabljeno. Seveda to pa še kaj drugega bomo tule uporabili. Za pridobitev strategij vožnje, ki so čim bolj podobne človeškim strategijam vožnje, bomo prvo pridobili človeške strategije vožnje in jih analizirali, ter jih upoštevali pri definiranju parametrov. In pa kot glavni cilj je to, da se v bistvu ta algoritem postavi v Scanner Studio pri tistem podjetju, ki sem ga prej omenil. Torej, kako bo potekalo delo v bodoče? V kratkem bomo začeli meriti in analizirati človeške strategije vožnje in mnogi od vas bodo tudi osebno povabljeni, da se pridružijo temu. Da naredim reklamo, to se bo dogajalo v BTC-ju, no? Ampak moramo prvo še dokončati stvar. Potem bomo tudi prilagodili hiperkocke in pa ukrepe vodenja glede na človeške strategije vožnje, pač glede na to, kar se bo izkazalo po analizi človeške strategije vožnje. Dokončno moramo tudi definirati, implementirati sledenje vozilu in spremembo pasu. In pa kot zadnji korak bo seveda ocenjevanje algoritma in postavitev v končnem okolju. Najlepša hvala. Kakšno vprašanje? Ja, jaz se sprašujem, največkrat si omenil, da si boš prizadeval doseči neke človeške strategije vožnje. Se sprašujem, zakaj bi bilo pravzaprav to zaželeno? Ja,